Pozdravljeni kitaristi, začetniki, Jure tukaj. Danes se bomo pa ukvarjali z vašim najljubšim akordom C-durom. No, pa tudi C-mol. Ajde, naj bo. Ok, uporabili bomo 3 prste. Kazalec, sredinec in pa prstanec. Položili jih bomo pa na vrat kitare takole. Prstanec bomo položili na 3. polje 5. strune. Sredinec bomo položili na 2. polje 4. strune. In kazalec bomo položili na 1. polje 2. strune. V C-duru bomo odigrali še 2 struni, ki sta pa prazni, in sicer E, zgornja prva, in pa G, ki je prazna, tretja. Toni igrani v C-duru si sledijo C, E, G, C, E. Da definiramo C-durov akord, rabimo ponovno 3 tone, in sicer primo, potem rabimo terco. Se še spomniš, katero terco? Veliko ali malo? V duru vedno velika terca, ki je v našem primeru E. In pa rabimo še kvinto, ki pa je G. Za razliko od ostalih akordov, ki smo jih obdelali v prejšnjih filmčkih, si tukaj toni malo bolj linearno sledijo. 1., 3., 5. Medtem, ker v drugih akordih so si sledili 1., 5., 3., če se spomnite. Evo, C-dur. Da pa primemo zdaj C-mol akord, bomo pa mogli ta ton, ki je E, spremeniti. In sicer ga bomo mogli spremeniti v malo terco, ne veliko. Kar je dis. Zdaj, lahko bi se malo pomučili pa tole odigrali takole. In bi majčkeno prste obrnili v eno tako čudno obliko. Jaz iz izkušenj nikoli še v življenju mislim, da nisem odigral takole akord. Vedno sem šel v bare akord. O barejih bomo še v naslednjih filmčkih malo več govorili. Naj pa tukaj povem samo, da če si pogledate filmček o A-duru in A-molu, boste videli, da ta oblika, če bi premikali tale, ko bi temu rekel, to prečko, nulto prečko naprej po vratu, bi se tudi premikali po tonaliteti višje. Se pravi, če je na nulti coni bilo A, potem je na 3. polju to C. In če uporabimo isto obliko, kakor smo jo uporabili za A-mol in A-dur, v A-molu, če se spomnite, smo uporabili kazalec. In če zdaj uporabimo isto obliko, s tem, da dodamo kazalec bare čez celo 3. polje, dobimo C-mol. Za moje praktične pojme je to veliko bolj dobrodošla oblika C-mola, tako da dajte se navaditi takole prijeti. No, pa dajmo samo še na hitro povedati, kako si prsti sledijo. Se pravi, kazalec je na 3. polju in gre čez vse strune razen 6. ene. Jaz naredim tako, da se kazalec zabije v to struno, da se ne igra. Ostale prste, se pravi sredinec, prstanec in mezinec, bomo pa položili takole. Prstanec, 5. polje 4. strune. Mezinec, 5. polje 3. strune. In pa sredinec, 4. polje 2. strune. Če dodamo še kazalec, evo, C-mol. No, to je C-dur in C-mol. V naslednjem filmčku bomo šli na naslednji akord. Se vidimo, čau!